Danes je materinski dan, vse najlepše, vse najboljše, drage mamice. Jaz sicer priznam, da nisem ravno ljubiteljica teh uradnih praznikov. Nekako sem mnenja, da je lepo, če izkazujemo pozornost skozi vse leto. Ampak se bom vseeno pridružila tej kolektivni misli na mamice danes z enim sporočilom. In sicer povezanim z eno mamico, s katero sva se srečali pred kratkim, ki je bila že tako vsa iz sebe in vzhičena in je rekla, veš, dovolj imam že vsega tega, vseh teh informacij, kako moraš biti, kakšen starš moraš biti, kako moraš vzgajati svojega otroka. Danes smo zasičeni s temi informacijami in na koncu več ne veš, kako bi, kaj bi. Če si preveč strog, se ti zdi, da ti že socialna diha zavratnik, če bi rad bolj sočutno vzgajal, se ti vsi govorijo, da si preveč nežen, da si preveč popustljiv, da moraš otroka bolj, bom rekla, zagrabiti na ostro. Skratka, nič ni prav, kar narediš. A bi lahko samo staršem pustili, da so starši? Tako je zaključila in sem si mislila v tistem trenutku, wow, aleluja. Končno je nekdo izrazil tisto, kar tudi sama že dolgo časa razmišljam in verjetno tudi marsikatera izmed vas, draga mamica, drage mamice. Zato bi na tem mestu rada, bom rekla, izkazala nekako sočutje do vseh vas, drage mamice, da ne pozabite na svojo čudovito intuicijo, da vzgajate tako, kot čutite, da je prav za vas. Tako, kot čutite, da je prav za vašega otroka. Ne pozabite, da imate vse že v sebi in da vse zunanje informacije so lahko pomoč. Seveda, ne me narobe razumeti, to ne pomeni, da vam se ni treba nič izobraževati o vzgoji otrok oziroma, ne bom rekla vzgoji, ampak o tem, kako se otrok razvija, da ga bolje razumete in ga potem tudi lažje usmerjate. Ampak ne pozabite, da vse izhaja od znotraj. In vi najbolj poznate svoje otroke, vi ste tista, ki je rodila svojega otroka, ki ga čuti z vsem srcem in dušo in kdo bo bolj kompetenten kot lasten starš svojemu otroku. Ne pozabite tega, cenite se, cenite vse to, kar ste že dale otrokom, kar jim še boste. In vem, materinstvo v nas vzbuja vse. Na eni strani te, bom rekla, temne občutke od strahu, krivde, sramu, jeze, naveličanosti včasih, ko imaš vsega dovolj. In na drugi strani seveda vse čudovite trenutke veselja, radosti, ponosa, izpopolnjenosti, zadovoljstva. To je življenje. In eno brez drugega ne more obstajati. Važno, da imamo to v ravnovesju, da se učimo in da zaupamo svojemu notranjemu občutku, svoji intuiciji, ki nam kaže, kako v teh trenutkih biti najboljša mama svojemu otroku. Že ta trenutek ste vredne takšne, kot ste. Drage mame, lep dan vam želim in pocrkljajte se, imejte se rade, objemite tudi svojega notranjega otroka.